Dober večer, dober dan, lepo pozdravljeni. Kot je že uvodoma najavljeno, danes imamo predstavitev knjige Kaj se pravi misliti. Če tudi verjamem, da večinoma prisotnih dobro ve in pozna, kdo so ob meni prisotni sogovorniki, jih ni zato potrebno prav posebno predstavljati in njihov dragocen nabor napisanih del, javnih diskusij in monografij in tako dalje. Pa naj vendarle omenim, da ob meni sedijo filozof, avtor mnogih monografij in prevajalec, pa tudi pisec pripisa oziroma spremne besede k današnji knjigi in profesor filozofije na Filozofski fakulteti, dr. Dejan Komen, filozof, filolog, pesnik, lahko bomo rekli tudi kot filozof, prav tako prevajalec iz grške, rimske in renesančne književnosti in tudi profesor na oddelku za klasično filologijo na Filozofski fakulteti dr. Brane Semiračnik in dr. Aleš Košar, prevajalec Heideggerovih del v slovenščino in tudi dotične Kaj se pravi misliti. Knjiga, ki je izšla pri znanstveni založbi Filozofske fakultete v Ljubljani, je v bistvu dragocen vir z področja filozofije, ker vsakemu, ki jo prvič vzame v roke, pravzaprav zastavi že eno temeljno vprašanje, ki določa človeka kot misleče bitje. Kot nekoga, ki se je pravzaprav polastil, da že misli in se o tem, kaj se pravzaprav pravi misliti, niti ne preoprašuje. Že v Heideggerovem temeljnem filozofskem delu Bit in čas, in to že uvodoma iz leta 1927, torej 25 nekako let pred samimi predavanji iz zimskega in poletnega semestra, ki so zbrani v tem delu Kaj se pravi misliti, iz leta 1951-52, najdemo nekakšno nujo, ki jo Heidegger poudari, da je potrebno postaviti vprašanje in iz tega razvije tudi koncept tistega vprašano, povprašano in izprašano. Vse do vprašanja o smislu biti. Vprašanje in naslov, torej was heißt denken, kaj se pravi misliti, torej vsakega izmed nas sooči s temeljnim vprašanjem, za katerega vsakdo meni ali menimo, da o njem pravzaprav ni potrebno razpravljati ali se spraševati. Da je to nekaj, kar pripada in spada k njegovemu vsakodnevnemu obratovanju, s čimerkoli in v katerikoli situaciji se znajde. Pa vendar Heidegger nikoli še tako preproste misli ni zreduciral kar na vse povprek in neko povprečno raven. In prav zaradi tega, ker brez premisleka obratujemo, uporabljamo in si priraščamo neko vedenje, je to vprašanje toliko bolj zapleteno in tudi nujno. Zapleteno je toliko, kolikor smo se pripravljeni soočiti, da nekaj takšnega, kakor je vprašanje samo in tudi mišljenje, ni nekaj, s čimer bi lahko obratovali samo zato, da zapolnimo tisto praznino, navidezno praznino, ki se javlja človeku, ko obmolkne. Marveč je ravno molk tisti, ki nas dovede do polnosti, kjer se vprašanje sploh javi. Ne gre toliko za dopustitev vprašanja, kolikor za samo dopustitev, da vprašanje določa nas in s tem naše mišljenje, naše delovanje, naš prostor, našo zgodovino, nas kot bivajoče. Heidegger zato ne po naključju, že uvodoma v tako imenovani prvi uri, pravi: do tega, kaj se pravi misliti, dospemo, če sami mislimo. Da bi se tak poskus posrečil, moramo biti pripravljeni učiti se misliti. A brž, ko se spustimo v učenje, smo že priznali, da še ne zmoremo misliti. Vendar se človek imenuje ta, ki zmore misliti. In to upravičeno. Je namreč umno živo bitje. Ratio, die Vernunft se razgrinja v mišljenju. Kot umno živo bitje mora človek zmoči misliti, ko tole hoče. Morda pa človek hoče misliti, a vendar ne zmore. Na koncu želi ob tem hotenju misliti preveč in zato zmore premalo. Človek zmore misliti, kolikor ima za to možnost, to možnost nam še ne porokuje, da ga zmoremo. Zmoremo namreč le to, kar maramo.
resnično maramo samo tisto, jenes, ono, kar po svoje spet mara nas v našem bistvu, s tem, ko se mu prigovarja kot to, kar nas drži v bistvu. Najpomiselnejše je, da še ne mislimo. Še vedno ne, če tudi stanje sveta postaja vse pomisljivejše. S tem, v kar Heidegger pravzaprav uvede nas že v samem začetku, kaj se pravi misliti, bi kot prvo vprašanje zastavila dr. Dejanu Komelu, kako pravzaprav misliti to, najpomisljivejše je, da še ne mislimo. Torej, je še, da ne mislimo. Po eni strani se zdi, da bolj, ko se trudimo misliti, manj smo v mišljenju blizu. Po drugi strani pa to, da ne mislimo, je karakteristika tistega in tudi tega časa. Zdi se nam, da Heidegger pravzaprav mišljenja nas postavi v nekakšno zagonetno past. Kako bi... Hvala za besedo, hvala za povabilo na ta razgovor. Zdaj, iz tega citata je že razvidno, kako kompleksna je ta zastavitev tega enostavnega vprašanja, kaj se pravi misliti. Torej, treba je opozoriti, da je to tudi vprašanje bilo za Heideggera samega, ki je določilo nekako razvoj njegove misli. Če vzamemo njegovo ključno delo Bit in čas v roke, tam lahko opazimo, da je pojem, nemški pojem denken, mišljenje, konceptualno, sistematično izločeno. Namesto tega govori Heidegger o razumevanju, poudarjeno razumevanju biti. Torej, mišljenje v biti in času ni koncept. To za filozofijo marsikaj pomeni, glede na to, da je filozofija tista vednost, ki je zasnovana na zmožnosti mišljenja. Da se celo razmislek o mišljenju samem, recimo pri Aristotelu, če ne omenjam prejšnjih filozofov, začne z neko določilno postavko, da je mišljenje samo v sebi zmožno odgovoriti, kaj je mišljenje. Aristotel zato uporabi tudi oznako noesis noeseos, mišljenje mišljenja, s katero okarakterizira samo Božjo bit. Torej, mišljenje je tista največja prisotnost biti. Ta tradicija pristopanja k filozofskemu mišljenju traja recimo vse do Hegla. Heglova enciklopedija filozofskih znanosti se zaključi s citatom iz Aristotela, kjer o tem govori. Potem pa, če beremo mislice po Heglu, Kierkegaarda, Nietzscheja, s katerim se Heidegger ukvarja v prvi polovici te knjige, torej vidimo neko distanco do mišljenja. Zdi se, da je recimo za oba našteta, pa še bi jih, da ni več kanon mišljenja, ampak tisto, torej ne ampak umetnost. In zdaj je to, da potem v Biti in času pride do situacije, ko Heidegger izključi sistematično vonhojem, je nekako odziv na to. Ampak potem se soočamo z situacijo, ko ponovno in to poudarjeno uvede spet ta koncept mišljenja in verjetno najbolj indikativna v tem smislu so ravno ta predavanja, prva, tudi edina freiburška predavanja iz leta 51, ki so izrecno namenjena temu vprašanju in še več. Začnejo se uvodoma s tem, da se ta čas nekako boleha za tem, in to je čas po koncu druge svetovne vojne, da je mišljenje odsotno, ne da bi ga kakorkoli pogrešali. In to
lahko rečemo tudi za danes, ne. To vprašanje se zdi ob vsem razmahu kognitivnih znanosti in drugih znanosti o mišljenju, filozofiji, vso svojo tradicijo v sebi smrmi, pravzaprav nekaj odveč, ne, se je mišljenje tisto, s čimer imamo vse skozi opraviti. In tu je zdaj tisto izhodišče za pristop k branju te Heideggerove knjige, da seveda s tem, ko ponovno se vrne k vprašanju mišljenja, to ni več tisto mišljenje, s katerim je v tistem toku, ki sem ga prej omenil, imela opraviti filozofija. Torej, na kratko, Heidegger predstavi, da je to mišljenje filozofije vezano na predstavljanje. Zdaj, tu je dolga zgodba, ne, tu bi morali iti Heideggerovemu učitelju Husserlu, njegovemu nauku o intencionalnosti mišljenja in vse to, da bi to trditev mišljenja kot predstava podobneje razložili. Ampak, če kako bi rekel, zelo jedrnato to poudarjam, torej mišljenje kvalificira to, da predstavlja bivajoče v njegovi biti. Torej, ta stavek sem povzel nekako iz tistega, kar Heidegger formulira kot ontološko diferenco med bitjo in bivajočim. Torej, mišljenje nekako utemeljuje to, kar je. Torej, zdaj Heideggerovo izhodišče pa je, ali je mišljenje zgolj to. Ali smemo, ali imamo pravico, da mišljenje zgolj na predstavo bivajočega v njegovi biti reduciramo, in ali ni ta redukcija nekako ravno značilnost našega časa, ki ga karakterizira kriza duhovnosti, nihilizem, torej tako rekoč civilizacijsko uničenje, pa vse njegova grožnja, torej, ki po drugi svetovni vojni niso bili samo nasledki druge svetovne vojne in totalitarizmu, ampak tudi atomski spopad v zraku, ne, ali ni ravno to, ta redukcija kriva za to, da pravzaprav človek razpolaga z vsem, razen s tistim, kar tvori njegovo bistvo. In to naj bi bilo mišljenje. Torej, zdaj, če boste brali prevod, boste tudi opazili, da se je skušal prevajalec to razliko med predstavljajočim mišljenjem in tudi, kot pravi Heidegger, osmišljujočim mišljenjem v slovenščini formulirati kot razliko med mišljenjem in mislenjem. Torej, druga varianta mišljenje je izpeljana neposredno iz glagola misliti. Torej, tu smo opravili tudi konzultacije z slovenistično stroko in torej prav zanimivo je, da sicer v določenih izpeljankah iz glagola misliti se je to v slovenščini uveljavilo. Ko govorimo o mišljenju, pa ne. Ampak tu, da bo ta distinkcija opazna, v nemščini imamo izraz denken, smo se potem odločili za to. Torej za to, da pomislimo na tisto najpomisljivejše. Najlepša hvala. Ravno ob teh nekih posebnih točkah, ki so bile izpostavljene, torej, da je potrebno neko pravzaprav posebno branje, ne v kakšnem posebnem smislu, ampak na drugačnim pristopom samega dela, torej same knjige, bi zastavila dr. Košarju eno vprašanje v zvezi pa s prevajanjem, ker glede na to, da poznate arhive in razne variante in iz več prevodov, iz ruščine, iz angleščine, italijanščine, hrvaščine in ste se pravzaprav z veliko prevodi že srečali. A je bila kakšna
podobna situacija, torej ne samo pri branju, ampak tudi pri prevajanju Heideggerovega dela, glede na to, da ste prevajali tudi Bit in čas in zagotovo je neka distinkcija, ki bi jo lahko malo opisali, kako se je pravzaprav, kakšna je bila ta izkušnja s prevajanjem. Izkušnja s prevajanjem je zmeri zelo, kot se rekli, pomenljiva, tako da, kot se rekli, reka Ljubljanica ni nikoli dovolj blizu, nikoli daleč dovoljno, ampak vsak prevod pa neko svojo specifiko, ne? Recimo, če se vrnem pač na začetek, recimo, uvodno metafiziko je bilo tam temeljna prizadevanja so bila okoli glagolja biti, etimologije biti, kako zdaj najti slovenske ustreznice. Pri Bit in času seveda so te precej znani tako manj neologizmi in tako naprej. Potem pri Erläuterung zu Hölderlinsdichtung, soočeno s Hölderlinom, je tukaj močna nemška tradicija pesništva, ki sega zelo daleč in kako zdaj nekako te dve srci v filozofiji nekako spraviti v isti ritem. Tukaj pri tem prevodu je bilo pa zelo težko, bil glavni napor, kaj narediti z besedami, ki prihajajo, mislim, ki Heidegger najde seveda v Grimovem slovarju, pogleda določena gesla, mislim, jih najdemo v Grimovem slovarju, recimo pri besedi gedanke. Heidegger stopi korak nazaj v staronemško besedo gedanc, ali pa tudi pri drugih besedah, gre nekako zmeraj en korak nazaj in se vrača k avtorjem 500, 600, 300 let nazaj, kako zdaj v slovenščini zajeti besede, ki so pač v nemščini historično izpričane, pač z avtorji, ki jih uporabljajo leta in leta. Pri nas pa tako rekoč smo zmeraj v nevarnosti, ali imamo pravo besedo, oziroma kaj se bo zgodilo s to besedo, pa kako je z njeno rabo v slovenščini, mislim, kako bi to preiskati, recimo beseda anda, ki je pač religiozna beseda. Kako je zdaj s to tradicijo? Tako da pri nekih besedah smo se vrnili besedi v Brižinskih spomenikov, pa potem k Svetokriškemu, ampak to ne pomeni, da smo zdaj naredili nek, kako bi se rekli, vnos tega besedja, ampak na mestih, ki zahtevajo ta korak nazaj. Tako da, mislim, vsak ta prevod ima nek svoje posebnosti, svoje podrobnosti. Tukaj pa pač bo treba znotraj glagola misliti, dobiti neke historične variante, oziroma zgodovinsko izpričane, ki bi pač v našem tekstu lahko govorile naprej ali pa morda znova na nek nov način. Na tej točki bi se bilo pravzaprav zelo lepo navezati na dr. Senegačnika, ki ima pravzaprav s samim prevajanjem v neki paraleli z antičnimi besedili in glede na to, da je tudi Parmenid omenjen in predelan, kako je pravzaprav prevajati, recimo, da ne gre za to v tem primeru, kako prav prevajati, recimo, Parmenida v nemščino, ampak pravzaprav mišljenje je na samem prevodu tukaj bistveno. Recimo iz nekega filološkega gledišča, da je nek izraz filološko morda ni najbolj dosleden, tako kot je Aleš omenil, glede na to, da se ene besede so se povračale nazaj, pa iz Brižinskih spomenikov so bile veliko bolj ustrezne kot neki pogovorni, sedaj utečeni slovenščini. Kaj je bilo v bistvu ključno za to miselno komponento? Kako vidite ta antični duh v Heideggerovem tekstu? Ja, v zvezi s
tem delu, no, kot se večinoma Heideggerovo filozofijo, ni pravzaprav nič enostavnega, nič takega, kar bi se dalo na hitro povedati. Večkrat ponavlja v tej knjigi, kar na vsakih toliko strani, kako se mislenja ne da naučiti, kako ni dovolj par predavanj za to, ampak je to pravzaprav neka velika naloga, s katero se lahko šele začne. In kar se mi zdi, da je osnovna poanta, bom takoj prišel k vprašanju, ampak to se mi zdi pravzaprav ključno, kako pravzaprav to ni nič pojmovno izgotovljenega, nekaj, o čemer bi vednost lahko pridobili in jo potem imeli in jo predavali, prodajali, kakorkoli, ampak je to pravzaprav nekaj, v čemer si, mislim, da da te primerjave, tako kot se plavati naučiš, če skočiš v vodo in plavaš, tako v bistvu je mislenje nekaj, kar pač počneš, kar spoznavaš na ta način, edino da to dejansko delaš. In kar zadeva prevajanje, je pravzaprav situacija zelo podobna, seveda odvisno je tudi za kakšne besedila gre. Prav gotovo tista besedila, na katere se tu opira, ta sklicuje Heidegger, pa naj bo to Parmenides, ali pa naj bo to recimo Hölderlinova poezija, za vsa besedila velja, te vrste seveda velja, da so nekaj na svoj način živega, no? Da so ti besede ali pa njihovi pomeni, jaz bi rekel tudi zvoki, so na nek način stalno v kroženju, v vsakem branju in je to izkušnja mnogih prevajalcev, da so eno in isto delo prevedli v življenju večkrat. Ga prevedli lahko zelo drugače kot prej, pa ne zaradi tega, ker bi se neka filološka odkritja zgodila vmes, ki bi kakšne druge variante teksta, ki bi na to vplivali, ampak preprosto zaradi tega, ker pri tovrstnih besedilih, ki po mojem v nekem širšem smislu sodijo v to, kar Heidegger nekako imenuje mislenje ali pa pot k mislenju, je pač tako, da so vedno v neki živi izkušnji, da je tudi to, kar nastane kot prevod, pravzaprav odtis ali ta neka začasna fiksacija nečesa, kar niti nima namen, da bi bilo fiksacija, ampak zato, da bi pravzaprav to živost izvirnika preneslo tudi v prevod, kakorkoli. Dobro, jasno, ko si pred konkretno zahtevo, da moraš besedilo narediti, da moraš prevesti, ne vem, vers za vers, poglavje za poglavje, je pač že jasno, da nekako moraš stvari konkretizirati, da je tudi pomembno jasno filološko zaledje ali podtalje, da je pomembno to in ono, ne? Ampak v bistvu pa gre za to, ne? Mislim, da gre za zlasti pesniška, no, ali pa tudi ta besedila, ki imajo dvojno srce, ali kako je Leš prej rekel, ki skratka v njih utripa to in ono, ne, so pa vedno prevedena lahko edino na tak način, no. Da ne vem, če so sploh kdaj končana, no, tako kot velja v bistvu za pesmi, no. Dokler je avtor živ, pravzaprav niso končane, pa tudi še ko je živ, pravzaprav na nek način. Zdaj pa meni mikrofon, nekaj dela, tako verjetno. Ja, to je pravzaprav zanimivo, ker ene besede, ki bi jih recimo jezik dal na neko odlagališče, neke zgodovine, ne, kot je, pravimo, se ne uporabljajo recimo izrazi iz družinskih spomenikov ali pa iz neke moderne jezikovne tehnologije, da niso primerni, pravzaprav dajajo ravno temu delu edini izhod, da pridajo pravi pomen in sama misel do izraza. Tako da je to zanimivo, da se kakšni izrazi pravzaprav danes prav ravno s to modernizacijo
na nek način odlagajo iz nekega strahu ali pa iz neke želje po vedno znova in znova neki prenovitvi, ki pa ravno kot je to veliko in bogato, jezikovno bogato delo tudi v samem pomenu pokazalo, pa nima ravno smisla. Tako da, ja, so zagate, tako kot bi recimo rekli, da pesništvo mora nekako prepesniti, se mora neko filozofsko misel tudi premisliti. Zdaj, moje sicer naslednje vprašanje je bilo tako, da kako je to v pesništvu, ampak se je že odgovorilo na vprašanje. Mogoče bi nadaljevala s tem, da kako je lahko z vidika poezije ta zanimiv, ta jezikovni zaokret, ta povratek, to prihajanje domov pravzaprav. Kaj nam lahko iz te točke, takšen narekovajih seveda domov, ne, sprave, povratek nazaj, da za sam jezik, za samo, ne samo za prevajanje, ampak tudi za samo misel v nadaljevanju. Ja, jaz, ko sem razmišljal nekako o tem pogovoru in tej knjigi, ne, me je predvsem zadelo, bom rekel, ta misel, ki jo ven in ven se reče, jaz malo časovno nazaj z izrazi vse vdil ponavlja, Heidegger je to, da je tisto, kar pravzaprav je najbolj vredno mišljenja, da je samo odtegujoče se, da se samo odteguje in da človek je človek, ne, je v poeziji poudarjeno, kolikor je na poti tja. Zdaj, ali je to, kamor se to odtegne nazaj v zgodovini, ali se je skrilo kam drugam in vodi človeka kam drugam, je po mojem odprto in zahtevno, na nek način na hitro, prav gotovo neodgovorljivo vprašanje. Ampak identiteta človeka, če smem tak izraz uporabiti, zdaj v kontekstu te filozofije, ki vse pojme seveda to zanjo bistveno postavlja pod vprašanje, ampak je pravzaprav v tem, da je na poti drugam. In ta misel je pa nedvomno nekaj, kar je izredno blizu pesništvu. Izredno blizu pesništvu. Jaz sem s par primeri bi mogoče to ilustriral, če lahko se so kratki. Ampak nalašč sem izbral sem predvsem naključno, ker mi je ravno prišlo na misel, ampak lahko bi izbral prav avtorje, ki jih nikakor seveda niso mogli poznati, Heideggera in tega spisa, pa mislim, da so vseeno večinoma, ne gre za nobeno navezavo, ampak te dve stvari, skratka, to, da si na poti, da je to pravzaprav bistvo tvojega obstoja, od mišljenja in tudi, kot je tudi pesnjenje, to se mi zdi res, kaj ne rečem, vedno znova razkrivajoče v tej knjigi. Pesniki so, vsi prihajajo z romanskega sveta, in recimo prvi Ničo, Zue Carducci, seveda sploh ni mogel poznati Heideggera, še imam pa to delo, ker je leta 1907 umrl. Ima neko pesem, ki jo bom zdaj prebral, ki se Fantazija, in seveda po miselnem obodu gotovo ni tako prostrana ali pa globoka kot Heideggerova, ampak ko govori o efektu, ki ga povzroča pesem, govori pravzaprav o nečem, kar jaz za vrsticami te knjige prepoznavam. To pot k temu, kar se odteguje, pa te vendarle na nek način kliče. Zlasti, ker je odlikovana pot, in tudi to je eno od poant Heideggerove knjige, pot do tja je pa beseda, zlasti pesniška beseda. Se začne v bistvu s Hölderlinom. Torej, prebral bom prvi dve kitici, recimo te pesme v Gradnikovem prevodu. Besediš,
a duša popuščajoč mirno, glasom lahkobnem v šumu, predajo govora tvojega nežnim sevalom in k tujim odplove obala. Plove po sonca toplini, ki pada, vse smehljajoče se modrim pustinjam, ptice letijo med nebom in morjem, mimo hitijo otoki. To se dogaja v poeziji, po moči poezije. Drug primer, ki je bolj modern in nekoliko bolj, recimo tudi filozofski, je pa par verzov iz pesnitve Izjava nazora Oktavija Paza, ki se mi res zdijo na nek način v konsonanci s to problematiko poezije, kot poti od samega sebe k samemu sebi skozi besedo. Torej par fragmentov. Govorim ti, ne slišiš me, ne govorim s teboj, govorim z besedo. Ta beseda si ti, ta beseda te od tebe same vodi k tebi sam. Tudi sam, ko ti govorim, postanem mrmranje, zrak in besede, pihljaj, privid, ki se porodi iz teh črk. Tretji primer je pa sodobni argentinski pesnik Hugo Mujica. Je čisto kratka pesem, v kateri se dogaja nekaj podobno. V daljavi, v daljavi, onkraj poti, berem veter v nagnjenem vinu. V daljavi, a ne da bi odšel, kjer je daljava notrina, kjer mi en pihljaj odpre drugega. Skratka, ti verzi, vsi po vrsti, na nek način artikulirajo, ne da bi bilo to zavestno gotovo, mislim, v podobni perspektivi, v podobnem obzorju, kot misel o tem, da se pravi misliti, da je mislenje, torej pot k tistemu, kar se odteguje, to je najbrž bit, ne, ampak kar je hkrati tisto, po čemer človek je človek. Najlepša hvala za vse te primere in tako globoko pojasnilo temu. Vsekakor pa ta čas, ki smo zdaj preleteli od začetka 20. stoletja do pravzaprav sodobnosti, ne, kaže na eno zanimivo noto, eno zanimivo težo pravzaprav in eno pezo, ki se skozi 20. stoletje pojavlja in je vključuje in je vanjo tudi bil umeščen tudi Martin Heidegger in je tudi zaznamovalo pravzaprav to obdobje in misel po drugi svetovni vojni. Mogoče bi dr. Komel, glede na to, da so ta predavanja pravzaprav padla v ta čas po vojni in vendarle misel je brezčasna in se je o tem pravzaprav razmišljala že od začetka, že prej, ampak če smo v 20. stoletju, kot je dal dr. Senegačnik primere še iz začetka 20. stoletja. Ta predavanja pa ravno padejo in ta misel v nek čuden čas, ki je neposredno potem nagovorjen tudi v samem tekstu. V spremni besedi ste omenili tudi Hannah Arendt in potem njuno srečanje in kako je ta vpliv bil tudi na njo, ko je kasneje pravzaprav govorila o totalitarnih sistemih in to v dveh pogledih. Na enem kot manipulacijo množic, na drugi kot povezavo s časom, v katerem ne mislimo. In glede na to, da je to delo povezano s črnimi zvezki Schwarze Hefte, kaj je mogoče reči na tej podlagi glede našega časa?
jaz bi sicer zelo rad navezal na to, kar je Brane o pesmi, samem pesništvu. Nekako o tem smo imeli par mesecev nazaj razgovor. Ampak samo to bi opozoril glede tega v drugem delu knjige, ko se Heidegger ukvarja s Parmenidom, se ukvarja z njegovim rekom, treba je govoriti in misliti, da biti je. Hreto, rege in te kaj no in te on emenaj. Torej, tu se lahko vprašamo, zakaj Parmenidu zadostuje, da reče no in misliti, treba je misliti. Zakaj pravi in to še prej, treba je govoriti, oziroma lege in tu seveda se da Heidegger veliko opraviti s tem, kaj pomeni, to ne pomeni, ne napravi tako, da prevede direktno v govoriti, ampak z interpretacijskimi koraki se približa legen in potem temu, kaj pomeni govoriti pravzaprav. In seveda zdaj ta bližina tu z pesmijo je vse skozi prisotna. Mimogrede tudi slovenska beseda misliti je etimološko povezana z grško besedo mitos. Torej, kar nemščina seveda nima, kar daje tudi v slovenščini neke drugo, recimo možnosti, recimo izraz domišljija, ki je iz tega speljan, je nek, kako bi rekel, odzven tega. Torej, tisto, kar je mene v tem vokabularju, ki ga je omenil Aleš, presenetilo je, da ko smo se posluževali Brežinskih spomenikov, da sem dobil neko neverjetno poglobljeno rabo osnovnih besed mišljenja, recimo beseda zmisel, smisel, beseda pomislenje, ki jo Heidegger sam kot Bedenken v nemščini. In sem bil popolnoma presenečen, da je tekst Brežinskih spomenikov torej napolnjen z besedami, ki imajo dejansko duhovno vrednost in kar me potrjuje v tem, da je ta tekst je moral imeti svoje okolje. Nekdo je moral o tem diskutirati, da so bile te besede, ampak nažalost mi nimamo inštituta za istraživanje narodne baštine, tako kot imajo Hrvati. Jaz moram svoje razprave, recimo o slovenski filozofiji, objavljati v hrvaščini, ker mi nimamo pač inštituta za to, niti centra za to, niti arhiva, kjer bi se to zbiralo, kar je seveda pohvalno, bi lahko rekli v nekem oziru zafrkanstva. Zdaj, kar se tiče te Heideggerove knjige, je pa, da zdaj iz te bližine, mišljenja in pesnjenja, prehajamo pa k tistemu, kar naj bi tvorilo, pa zdaj označevalo sam čas, torej našo dobo. In tudi, ko je bila omenjena Hannah Arendt, Hannah Arendt je tudi Heidegger pesmi pisal tako, da je tudi to ena določena bližina, ampak ona se je takrat ravno vrnila v Nemčijo po drugi svetovni vojni, kar gotovo je bil zanjo en poseben dogodek, če lahko tako milo, tako rečemo, tudi zaradi odnosa s Heideggerom, in on je seveda bral, privatno je bral ta predavanja, na nekaterih predavanjih je tudi bila. Na netu najdete tudi osebni primerek, ki ga je podaril s posvetilom in podčrtki od Hannah Arendt, je nekako splošno dostopen. In seveda to delo je vplivalo potem na njen poskus premisleka totalitarizma, kjer je za glavno karakteristiko vzela ta pojem nemiselnosti, brezmiselnosti, nemišljenja, kakorkoli, to je prevod spet nekoliko težak, kar kaže nedvomen vpliv tega dela, ki pa je seveda nadvse paradoksen, če zdaj vzamemo Heideggerovo neljubo preteklost, nastop rektorata leta 1933, torej to zgodbo, ki se je pred leti docela zaostrijala z izdajo Heideggerovih dnevnikov,
Torej, pred približno 10 dnevi ste imeli v Ljubljani tudi možnost slišati izdajatelja Petra Travnija teh del, ki je potem sam tudi objavil celo vrsto razprav knjižnih in tako naprej, zaradi Heideggerovih v navednicah, torej to moram poudariti, antisemitskih izjav, ki naj bi bile v teh dnevnikih prisotne. Torej, to delo je izjemno, to so pač tisoči in tisoči strani in v teh se najdejo pač mesta, kjer se Heidegger ne preveč lepo izraža pač o ljudih. Ne? In to v času, ko seveda se je dogajalo v Nemčiji to, kar se je dogajalo. To je, izdaja teh dnevnikov je tako rekoč uničila Heidegger-Forschung, ne, bi lahko rekli. Torej, prišlo je do velikega razkola. Zdaj, tu, glede na to preteklost, ne, to je bil tudi eden od razlogov, zakaj sem predlagal ta prevod, kaj se pravi misliti. Namreč zato, ker v teh predavanjih, kaj se pravi misliti, mi najdemo vso konturo teh Heideggerovih dnevnikov. Torej, te dnevniki, to niso dnevniki, ampak so pravzaprav poskusi paralelnega mišljenja, paralelnega razmisleka, ki ga je Heidegger ločil ne samo od svojih predavanj, pa tistega, kar je malega izdal tam v 30-ih, 40-ih letih, ampak tudi od svojih siceršnjih spisov, ki jih je skrival in jih je dovolil izdati šele po 50-ih letih, torej veliko po svojih smrti. In to je seveda zahtevno branje, ki pa se koncentrira v teh predavanjih leta 51-52. Tudi glede tistih temnih strani, Heideggerovih, Heidegger tu 51 ne spreminja stališča. Tisto, kar lahko preberemo v kaj se pravi misliti, je na isti liniji kot tisto, kar skozi 30-ta, 40-ta leta piše, torej v skritosti, ne, v polmraku bi lahko rekli. Ne. In iz tega vam tudi izhaja, pravzaprav bi lahko rekel, neverjetna koncentracija, ki je prisotna v teh predavanjih, ne glede samega toka predavanja. Ne. Profesor Kalan mi je pred tednom dni mi je pokazal seznam 8 alternativnih prevodov za kaj se pravi Vaskajsdenken. Torej, moj odgovor je bil, vse to ima pa Heidegger že razvija. Ne. On sam prevaja ta prevod na toliko načinov skozi tekst. Iz tega ven je seveda to bilo izjemno naporno prevajati, loviti te otenke, ampak je ta miselna koncentracija tudi na tisto, kar tvori zdaj, bi lahko rekli, spekulativno jedro tistega časa. Tu je moral biti Heidegger verjetno izjemno tudi, kako bi rekel, dovzeten za to, kaj naj pove. In to se kaže potem na vpliv, torej s temi predavanji ni vplival samo na Hannah Arendt, iz tega se je recimo oblikovala Gianni Vattimo, pomemben italijanski filozof, je bil prisoten tudi na teh predavanjih, tudi je prevajalec svojo italijanščino, je oblikoval torej miselno gibanje Pensiero debole, šibka misel v Italiji. V Jugoslaviji, recimo, en tak avtor, kot je Vanja Sutlič, je izrastel iz tega ven, pa še bi lahko tu našteval. Torej, Heideggerov vpliv je bil v nasprotju s tistim, kar tvori rektorat, kar tvori vsaka njegova udeleženost v nemškem nacionalsocialističnem gibanju in tako naprej. In zato govorim tu o svojevrstnem paradoksu, ki pa neha biti paradoks, če pomislimo, v kakšnem paradoksu smo mi danes, ko skušamo misliti naš
naš čas. Torej, to je pri branju treba zmeti vzeraj zakup, da mi nimamo neke pozicije zunaj tega, ampak smo notri. Kako se s tem pravzaprav spoprijeti. In zdaj avtor, ki napiše delo Bit in čas, seveda zdaj ve tudi, kako čas pravzaprav, ko gre za mišljenje. Kaj pravzaprav tvori čas v mišljenju? Torej, k filozofiji, to mora vsak učitelj filozofije vedeti, da zgodovina filozofije je nekaj, kar neposredno spada k filozofiji. Neposredno spada k misli filozofski. Ni to vnanje, recimo enega fizika, pravzaprav zgodovina fizike ne zanima in element njegovega dela. Pri filozofiji pa to ni tako. To se pravi, čas na nek način določa samo mišljenje. Zdaj smo pa mi navajeni ločevati večnost mišljenja in časnost čutov. Kako je s tem? Kakšen čas je to, ki spada k mišljenju? In tisto vprašanje, začetno, najbolj pomisljivo v našem času je, da še ne. V tem segmentu tega še ne je imenovan čas. Torej, še ne pomeni čas, ki prihaja. In bi lahko rekli, čas je prisoten v mišljenju tako, da za zmislijo nekaj prihaja. Mislim, da bi tudi en Nietzsche podpisal nekaj takega. Torej, da je neka prihodnost. In to je tudi temeljna preokupacija, zdaj po mojem, Heideggera v teh predavanjih, tisto, kar on, kako bi rekel, skuša predati, je kako v tisti situaciji po drugi svetovni vojni na nek način odpreti prihodnost. Priklicati bi lahko rekli tudi tisto prihodnost. Torej, toliko. Tu seveda je še veliko, bi bilo za govoriti, toliko za eno brisa. No, omenjen je bil ravno Nietzsche, Zdaj eno vprašanje, ki se tu precej izstopata Nietzsche in Parmenid. Je to zaradi samega pogleda mišljenja ali je to s tem zajet nekakšen lok metafizike v tem času? Kaj bi se na to lahko reklo? Iz tega vidika je tudi zanimivo brat Črne zvezke. Torej, brat Črne zvezke po tistih škandaloznih mestih, to sem še nekje zapisal, je enako škandalozno. In recimo tu potem tudi vidimo, zakaj recimo nastopata ta dva misleca v tem delu, kaj se pravi misliti. Torej, ni običajno se združuje Heraklita, pa Nietzscheja. Parmenid, on naj bi govoril o statiki, biti o vsem tem. Vendar moramo biti zdaj pozorni. Torej, ko sem prej omenil ta še ne. Tisti prvi del, ko se Heidegger osredotoči na Nietzscheja, izpostavi tisto, kar Nietzsche v Zaratustri navaja kot duh maščevanja, resentiment. Torej, ne je volje na to, da se ne more vrniti. Torej, to, kar sem omenil, tisti še ne, potem zdaj vidimo tu, soočenje na tem, da volja ne more, in da pravzaprav tista volja, ki hoče sebe nazaj, to je večno vračanje enakega, to je volja do moči. Torej se spusti v to dimenzijo
Nietzscheve misli, ki je v tej točki neverjetno blizu Parmenidu. Če boste brali slovensko izdajo, ki ni po Kolimaru-Torinarju, ampak ta Krönerjeva izdaja Nietzscheja, boste videli na koncu, imate en paragraf, čist na koncu, zelo dolg, ko Nietzsche opisuje, kaj je volja do moči. In boste videli, da tako rekoč na nek način prepesni, a pa premisli Parmenidovo pesnitev v to. Torej, da je neverjetno blizu. In torej moja, kako bi rekel, domneva je, da sta bila to seveda dva misleca, ki sta, eden na začetku, eden na koncu, bila na nek način, bi lahko rekli, sposobna zastaviti čas. Kaj s tem mislim? Ko pravi Parmenid bitje, to ne pomeni kar apologija stalnosti pred minevanjem in vse to. Ampak tisto zmožnost človeka, da v množstvu vsega, kar ga obdaja, torej da ga to množstvo ne zasuje, da ga ne povleče vase, neko močvirje ali pa kot ogenj ali kakorkoli, torej moram imeti misel, ki stoji. In od tedaj je v filozofiji pravzaprav na delu interpretacija biti kot tistega, kar prezentira samo sebe, kar stoji samo za sebe. In to misel, to je bila celotna, recimo, Heideggerova interpretacija Nietzscheja, je bila, da to pokaže, da je on filozof, da on ni samo moralni kritik, ampak je enak, ima rang filozofa kot Aristotel, kot Hegel, pa in Parmenid. Brez tega, da pridemo do te, bi lahko rekel, stoječnosti. Ne samo, da ne moramo misliti, ampak tudi ne moremo pravzaprav ničesar, kako bi rekel, relevantnega v praktičnem oziru storiti. Zato, ker nam vse delovanje razpade v neki razpršenosti, v nekem kaosu. Kar seveda je v veliki meri, po Hölderlinovem rekel, da so Grki od dionizičnega težili k apoliničnemu, da mi, hesperiki, zahodnjaki, pa težimo obratno, iz apoliničnega, iz oblike v neko divjost. Bi bila to seveda oznaka dobe. Se opravičujem, se bi malo predolg, ampak tako jaz ste mi. Najlepša hvala.